V letošnjem letu, to je drugi izbor za naj tovarno leta, se je prijavilo 11 slovenskih podjetij. Po prejetih vprašalnikih smo v družbi KPMG pripravili izbor 6, ki smo jih tudi obiskali. Kolegi so pri svojih obiskih upoštevali 5 temeljnih področij, predvsem z poudarkom na razvitosti in vpetosti procesov proizvodnje v smeri tovarne 4.0. Prihajajo iz različnih dejavnosti, vsa med njimi veliko vlagajo v digitalizacijo, optimizirajo svoje proizvodne procese, imajo veliko za pokazati in zelo smo zadovoljni, da so nas spustili v drobovje svojih tovarn, da smo se tam lahko pogovorili s strokovnimi ekipami, da so nam predstavili najnovejše tehnologije, ki jih uporabljajo, svoje dobre prakse. Te smo predstavili potem tudi v reportažnih člankih. In zelo smo veseli, da je takšno zanimanje tudi med javnostjo in bralci financ za industrijska podjetja v Sloveniji. Ja, naziv tovarne leta za Krko 2018 nam je prinesel predvsem spoznanje, da je veliko podjetij v Sloveniji v tej eminentni družbi in veliko od njih je skladna z industrijo 4.0. Predvsem to spoznanje nam daje tudi neke dodatne naloge, ki so predvsem te vrste, da ne smemo zaspati na tem področju, da moramo iti naprej in se v tem smislu tudi truditi dalje. Med 3 finalisti Henkel, Zlatorog, Revoz in pa Ljubljanske mlekarne smo kot komisija enoglasno sprejeli zaključek, da se podari letošnjo nagrado priznanja za najboljšo tovarno leta Ljubljanske mlekarne. Z obrazložitvijo, da je to resnično kompleksen proces, ki temelji na širšem prostoru, praktično po celi Sloveniji, ker vrši odkup mleka, nadzor, planiranje le-tega in veliko tis je pa tudi nam naredilo to, da planirajo proizvodno glede na predvidevanje prodaje, niti ne na statistične podatke odnosno za nazaj, ampak da imajo model predvidevanja in to prilagodijo za dnevno proizvodno pri tako velikem številu produktov. To pomeni, da morajo imeti zelo fleksibilno in podatkovno računalniško spremljeno proizvodno. Prijavili smo se v bistvu zaradi tega, ker smo želeli videti, kam sodimo, ker včasih je težko se primerjati z ostalimi podjetji, ki niso živilske branže, tako da to je bila izredno dobra priložnost. Trenutno počutje pa v bistvu sem izredno presenečen, seveda pozitivno, da smo v taki konkurenci, kot je bila v finalnem izboru, pa tudi prej, osvojili to nagrado. Tako da sem vesel zaradi ljubljanskih mlekarn, zaradi mojih sodelavcev, ker je to ena velika potrditev za njih, za njihovo trdo in dobro delo. Tudi letos so bili prijavljeni resnično kandidati, odnosno prijavljena podjetja, ki so v Sloveniji sam vrh in tukaj smo lahko ponosni, da imamo kaj ponuditi v tem prostoru vezano na proizvodno, odnosno proizvodne poslovne dejavnosti, ki so v samem vrhu sodobnih tehnologij in evropskega prostora.